naša gosta današnja in jo predstavila na kratko, za tiste, ki jih še ne poznate. Na moji desni je profesor dr. Janez Bogataj, vodilni slovenski etnolog, predavatelj in avtor številnih knjig o gastronomiji, turizmu, kulturni dediščini Slovenije in nekako vsestranska osebnost. Na moji levi strani pa je gospod Ivo Trošt, tudi vodja območne enote Celje, Zavoda za gozdove Slovenije in pa večina ga verjetno pozna kot bivšega direktorja Kozjanskega parka, ki tudi veliko prispeval v teh krajih za razvoj, predvsem na podeželju, pa bil tudi eden izmed pobudnikov in pa podpornikov, ko se je začela rojevati ta ideja o oživitvi Buzaja v turistične namene. Toliko na kratko o gostih, skozi besede jih boste še kasneje spoznali podrobneje. Sedaj bi pa še želela pozdraviti naše poslovne partnerje, predsednika Krajevne skupnosti Preborje, gospoda Damjana Mačka, potem župana občine Dobje, a ga pogrešamo, ga še ni? Aha, prihaja. Predstavnike KS Planina, imamo tudi tukaj, potem bivši predsednik Krajevne skupnosti Preborje, gospod Mirko Pajk, za kamero danes, tudi vodja projekta označitve poti, pohodne poti na poti z Buzajem je bil takrat, potem predstavnike občine Šentjur in razvojne agencije Kozjansko, prav srčno pozdravljeni, da ste se nam pridružili, in pa skratka Marijo, gospod vodjo te podružnične šole, Marijo Prejce-Terc. Skratka, vsi prav prisrčno pozdravljeni, ki ste se danes tukaj zbrali in vas ta tematika tudi zanima. Imamo tudi gostjo iz Ljubljane, ki dela na RTV-ju in pripravljajo film o razvojniku Buzaju. To bom mogoče kasneje malo predstavila. Pa bi potem jaz najprej predstavila na kratko sam projekt, zakaj smo do tega prišli, kako je prišlo, kaj je glavni namen projekta. To je za projekt večjezični informativno-turistični portal o Buzaju v izvedbi podjetja Sama Nartas v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Preborje, ki poteka od 20. septembra 2011 do 30. julija 2012. Projekt se izvaja v okviru lokalne akcijske skupine od Bohorja do Pohorja in je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja OSLIDER do 40% stroškov projekta. Zdaj pa k vsebini samega projekta. Osrednji del je večjezični informativno-turistični portal buzaj.si, www.buzaj.si, ki vsebuje nekako zgodbe o Buzaju. Te vse legende smo poskušali izluščiti iz različnih knjig literature, ki že obstaja, od domačinov, ki so pripovedovali, kaj še v ustnem izročilu, in potem njegovo kratko in daljšo podrobnejšo zgodbo smo predstavili, slikovno gradivo, ki je bilo raztrošeno pri različnih ljudeh, saj že skozi malo v teh krajih živel in so ga ljudje uprizarjali na gledališčih, na planini, na gradu, pri kakšnih prireditvah. Skratka, nekako smo se trudili to potegniti skupaj in da je na enem mestu več predstavljenega. En del tega samega portala so tudi te publikacije, kar je bilo napisano v njem, od novega tednika, ko so bili podlistki pred leti gospoda Straška, in potem zdaj, ko se piše na vse možne načine, pa promocija same pohodne poti na poti z Buzajem. Predstavljena je pot, vsi zemljevidi so gor, tako da lahko pohodniki tam najdejo vse bistvene informacije, tudi slikovno gradivo, da približno vidijo, kje bojo hodili, kaj si bojo lahko ogledali. In napotki, kako, kam ta pot, če tisti, ki ne poznate, poteka tukaj po Preborju, po Planini in pa skozi občino Dobje. Lepo pozdravljeni, župan Dobja, se nam je le pridružil. Kaj je še namen tega portala? Je tudi turistična promocija,
samega kraja oziroma ponudnikov na tem območju južnem delu občine Šentjur, predvsem ob tej markirani poti na poti z Buzajem. To smo tudi dali v nemščino, angleščino, italijanščino, ravno zato, ker se tukaj vedno več teh tujih turistov zbira in bi jih tudi radi z okoliških termalnih središč pritegnili, da pridejo še na kakšne izlete ali pohode k nam. Tako da to je zdaj nekako ta osrednji del. Zraven imamo še v tem projektu to današnjo okroglo mizo v tem sklopu in pa 2 brezplačni delavnici za otroke. Eno smo včeraj izvajali, eno bomo pa še julija. Tako da tudi otroci spoznajo ta lik in pa ga podoživijo, predvsem pa skušamo nekako izpostaviti te učne pozitivne vidike samega junaka. Toliko za uvod, pa bi potem kar prešli k tematiki, kako priti do večje prepoznavnosti, da bodo ti produkti tudi privlačni za goste. Ja, lep dober dan, prvo vsem, oziroma ja se še dober. Se zahvaljujem za povabilo na to debato, na to okroglo mizo, kolegici Aleksandri in ostalim. In zdaj to vprašanje se je zelo tako postavljeno, da bom mogel malo več povedati. Dejstvo je, da danes ne samo v slovenskem, ampak v svetovnem turizmu vlečejo zgodbe. Se pravi, zgodba o drevesu, zgodba o travniku, zgodba o človeku, zgodba ne vem o čem. To se pravi, vsaka stvar mora biti upeta v neko pripoved, mora biti nek uvod, nek vrh in nek zaključek, če tako zelo po osnovnošolsko to povem. Jasno, da je lahko vsak lokalni junak na nek način tudi motiv za neko zgodbo. Res pa je, da danes na prvem mestu so predvsem razne mitske zgodbe. Se pravi, so mitski junaki. In druga stvar, tudi če govorimo o konkretnih junakih ali o konkretnih osebnostih, boljše če ne se o Buzaju težko reči, da je bil junak, je bil nekaj smisla, ampak o tem mogoče še malo kasneje. Vendar, če govorimo ali o mitskih junakih ali o takih junakih, kot je bil Buzaj, lahko govorimo še takrat, ko dejansko nek turist pride v stik z njim. To se pravi, danes v turizmu nobene stvari ne moramo več prodajati, to je zelo grobo rečeno, ne moramo prodajati na ta način, da ne pridemo v kontakt s to stvarjo, ali pa s to osebnostjo. Zdaj, kako pa prideš z nov kontakt, boste rekli, se je podrušil, se je pokopan na pokopališču, to je lahko spomenik. To je lahko nek vodnjak, kjer se vrti njegova figura, to je ne vem kaj lahko. Se pravi, samo tiste stvari, ki so konkretne. V našem slovenskem turizmu še vedno prodajamo celo vrsto nekonkretnih stvari. V Ljubljani, recimo, pogledajte, bom povedal en primer. Glavna atrakcija je gotov Zmajski most, pa Zmaj kot simbol mesta. Ampak, kje ti lahko kupaš najbližjega Zmaja, ko greš gledati Zmajski most? Ne na Zmajskem mostu, ampak moraš iti na naslednji most, na Tromostovje, tam so 3 trgovine spominki in med vso šaro najdeš tudi potem Zmaja. Jaz tem hočem povedati, da ko ti eno stvar doživiš, ko jo spoznaš, v tem primeru Zmaja, ga tam tudi lahko kupaš, tam lahko bi lahko kupil nek CD ali DVD, kjer bi bilo nekaj o Zmaju gor in tako naprej. To je ena stvar. Druga stvar, ki izvira iz vprašanja naše povezovalke, je pa ta, da se moramo mi na ravni določenega kraja sistematično lotiti nekega turističnega načrtovanja. In glede na to, da nimamo table, jaz sem malo vremenjen s tablo in nared rišem, bom kar tukaj narisal. Mi moramo vedno narediti najprej turistično piramido našega kraja. Piramida je ena taka zelo univerzalna forma, in zdaj bom pa malo to razložil.
v spodnjem delu piramide, to je tole, kot vidite, najbolj obsežen del te piramide, to je banka naših osebin, bi temu lahko rekli, to je taka banka, ki jo ne bo nekoliko nič vzela, tako kot Ljubljansko ali pa kakšno drugo tako. Se pravi, spodnji del piramide je kaj? V spodnjem delu piramide imamo mi nabor vseh značilnosti našega domačega kraja. Se pravi, mi se moramo dobiti na Prevalju, Prevalčani in Prevalčanka, sem prav povedal, tako, se moramo dobiti in reči, kaj je značilno za naš kraj. Za naš kraj je značilno gozaj. Za naš kraj ni značilno samo gozaj, ampak je značilna tudi neka kulinarika. Ne zdaj vsak fižol, pa vsaka pica, pa vsak čevap, pa vsaka pogača. Ampak nekaj od tega, nekaj, mi se moramo sporazumeti, kaj je značilno za naš kraj. Potem za naš kraj so značilne neke naravne danosti. Jaz sem zdaj čisto očaran, ker tole sonce zahaja, sem par dobrih, se mi zdi, posnetkov naredil in tako naprej. Skratka, v spodnji del te piramide bomo mi naložili vse tiste značilnosti, tipičnosti našega domačega kraja. Ampak seveda, to je zdaj šele prva faza. Potem pa stopimo v drugi del te piramide. In kot vidimo, gremo od spodaj na vzgor. Se pravi, iz množice nekih podatkov vedno bolj ožamo in se približujemo vrhu, ki je pa reprezentant našega kraja. No, in v tem drugem delu piramide, ki je že malo manjši, moramo pa mi iz te množice podatkov iz spodnjega dela piramide narediti en izbor. In kako bomo ta izbor naredili? Ta izbor bomo naredili s pomočjo, mi v stroki temu rečemo SWOT analize. To je ena analiza, kjer moramo guzaja, pokrajino, kulinariko, ustvarjalnost domačinov, recimo neke rokodelce, če imate kakšnega možakarja ali pa žensko, ki kakšne koše plete ali pa košare, ali imate kakšnega bratni, ima odlično vino, recimo pa oče in tako naprej. Skratka, vse te stvari moramo potem analizirati in ugotoviti, kaj so prednosti teh stvari, kaj so slabosti teh stvari. Danes sva z direktorico oziroma ravnateljico te šole že govorila, kjer so recimo nekatere slabosti tudi guzaja in njegove pojavnosti v odnosu do recimo vzgoje otrok in tako naprej. Potem, kjer so priložnosti in kjer so nevarnosti. Se pravi, naredimo eno analizo in kako naredimo, vidimo, kaj se nam iz tiste množice iz spodnjega dela piramide v ta srednji del, bi rekel, selekcionirali. In ker imamo to naredimo pa potem zadnjo analizo in v sam vrh piramide, kjer se nam pa izlušči, kaj je pa za Prevalje, recimo, ali pa za Kranjsko goro, ali pa za Maribor, ali pa za Metliko, kaj je pa tisto, kar je značilno in reprezentativno. Jaz sem ravno včeraj v Kranjski gori bil in smo delali nekaj podobnega za kulinariko. Iz množice podatkov kulinaričnih smo se odločili, katere so tiste jedi, ki so reprezentativne za Kranjsko goro, za Rateče, Planico, za Mojstrano in tako naprej. Ena jed za vsak kraj. V seštevku te jedi dajo podobo cele doline, kot se reče, te pokrajini med Jesenicami in Ratečami. Vsak kraj ima pa eno značilno jed. In zato gre. Se pravi, to nam ta piramidalni način omogoča. In jasno, verjetno je guzaj ena od teh vsebin in sestavin, ki bodo prišle v vrh te piramide. Zdaj seveda pa nastopi naslednja faza, se pravi, kako potem pa ta vrh piramide aplicirati na različne turistične produkte. To bi pa, če se strinjaš v nadaljevanju, potem govorili, da ne bi jaz zdaj bom tak dolg monolog. Ampak na tak način pridemo do enega resnega pristopa. To se mi zdi, da je zelo pomembno. Se pravi, v tem spodnjem delu, da še malo, v tem spodnjem delu jaz vidim vse te tri mline vrše.
Ampak en od teh 3 mlinov, kot sem danes vedel, še melje. Se pravi, ta gre gor v srednji del piramide. In treba ga je pol aktivirati, da bodo lahko turisti iz bližnjih daljnih krajev vsem hodili po moko in po posebnim nezvanim. Laporško ali da bodo hodili po moko iz Laporškovega mlina, ker je to bio moka, ker je to na kamni, to je in tako naprej. Kdor še ni bil v prestavi cerkvi v samem Črnem mlinu, vam svetujem, pejte to pogleda. To je cesta iz Celja proti Dobrni, tam Vojnik Dobrna. To je en šolski primer, kaj se da z enim mlinom narediti. On ima tako rekoč 300 dni na leto zaseden s turisti, prespijo tudi tam, v glavnem pa hodijo tam po moko in tako naprej. Skratka, to bi lahko tudi za enega mlajšega človeka iz Prevorja bil izziv za njegovo bodočo zaposlitev. Sem trdo prepričan, ne govorim to iz ene, bi rekel, take načelne, to politiki dela, jaz nisem politika, oni čekajo 3 dni. Ampak sem trdo prepričan, da bi to lahko rezalo kruh enemu človeku, ali pa 2, recimo, enemu mlajšemu, ki bi se v to vrgel, ki bi imel še neka dodatna, recimo preko nekega projekta se mu da še neka marketinška znanja in tako naprej in bi to lahko odlično živeli. Danes je v Evropi cela vrsta takih lokacij, ki perfektno živijo. Tako da to je en tak primer, recimo, iz vašega okolja. Se pravi, v spodaj v piramidi imamo vse 3 mline, naprej gre pa samo ta, ker je vitalen, ker mogoče vidimo eno perspektivo v njem in tako naprej. Une 2 pa prodajamo, zdaj to zelo grobo rečeno, bomo narekovali to razumeti, une 2 pa prodajamo kot neke lokalne zanimivosti. Lahko se eno teh mlinov začne že podirati, lahko ga prerašča mah in bršljan, pa povemo eno zgodbo, kako je hudič mlel v mlinu in tako naprej, so te znane zgodbe o predhodnih mlinarjih in podobne stvari. To bojo odrasli in otroci poslušali. In kaj mu govoriš? Ti mu govoriš o nekem zidu tam, tako rekoč, ki ga gleda. Se pravi, moramo znati vsak tak objekt kulturne dediščine na ustrezni način predstavljati. To je mislim. In to je naredi za te produkte privlačne. Tako. Zgodba. Tako. Jaz bi še zdaj gospoda Trošta vprašala, ki ste delovali na tem področju. V bistvu, kaj ste tako kdaj opazili, kaj išče sodobni gosti in recimo, ki vidite na Kozjanskem prednosti za turizem, ki so mogoče še neizkoriščene? Ja, lepo zdrav tudi od levega razbojnika. Skratka, najprej iskrena hvala za povabilo. Včast mi je, da lahko se obrazujem na tej okrogli mizi. Začel bi tam, kam je profesor Bogataj končal, prej omenil Dobrno. Tudi Guzeva pot, pravzaprav njegova znana pot se je začela na Dobrni, pa gremo tu naprej. Jaz sem pred dobrimi 20 leti začel službovati na Kozjanskem. Zgodilo se je vmes, da sem nekoč tam leta 2003 priražal tudi v Podsredan, našel na pultu tole knjigo. Prej, ne mi zaveri, spoštovano mesto, za Guzeja nisem poznal. Nisem domačin, z etnologijo in razbojništvom se nisem ukvarjal. Naša droga se tudi to poseben muzej kriminala, Skratka, takrat sem muzeja znal, sem to knjigo z zanimanjem prebral in na tak način pravzaprav sem ugotovil, da je tole prav zanimiv junak. Zelo zanimiv. Jaz bom to malo poskušal, takrat sem se razmišljal, kakšen junak in zakaj ga, ko sem z ljudmi potem v nadaljevanju govoril, so imeli o Guzeju prav vsi pozitivno mnenje. Kamorkoli sem prišel, kjerkoli sem se z ljudmi, z vami, domačini pogovarjal, seveda na celem Kozjanskem, od Rogatca, tam od tonga stresa, pa ne, od tonga stresa Rožnika, pa do ne vem kje, in vseh ostalih, sem
zaslutil, da je bil Buzej pozitivni junak. To me je presenečalo. Malo sem razmišljal, kako in kaj, zakaj to, zakaj tako. Enostavno, po moje, to je moje mišljenje, pač neki osebni zaključki, da je pravzaprav Buzej tipičen prebivalc, zelo značilna osebnost teh krajev. On je bil zelo načelen človek, zelo značajen, karakterna osebnost, ki pač v spletu nekih življenjskih okoliščin pač prišel na vzkriž z oblastjo, z zakonom, ampak svojo pot je peljal do konca. Bil je in postal je junak. Vsi, če gledamo vse ostale naše junake, legendarne junake, Martina Krpana, Petra Klepca, in česa, vsi so nekje na svoji poti, junaški poti, bom rekel, to zelo v slengu, scagali. Martin Krpan se je vrhel tam pod Sveto Trojico, Petr Klepec je šel nazaj k mami, Buzej pa vztrajal do konca. Do konca. Čeprav vemo, da je bil namen jo pobrisati v Ameriko, pa tega vendar ni storil in seveda, ker ga je oblast prej pokončala, je ostal na Kozjanskem junaku. Legenda in takšen je. In je v bistvu med vami domačini pozitivna osebnost, kakorkoli že. Čeprav vemo, da je počel v življenju marsikaj, no da pa zdaj ta uvod v svoj nekako pripeljen k koncu, bi pa se spet ugodil na piramido profesorja Bogataja, pa bi samo dve stvari poudaril. Prva, kako bi s tisto kulinariko začeli in kako bi končali. Začeli bi z aperitivom, pa ga imam tule v aktovki, končali bi pa z šopkom za barviko. Zdaj se oproščam, gospa je zelo simpatična, zdaj se imam malo zakril s kožicami, pa mi ne bo zamerila. Skratka, hočem to povedati. Recimo, gledajte, jaz sem tole žranje, prejšnji teden sem bil slučajno v gosti na enih strokovnih ekskurzij, pa sem v Drvarju našel tole steklenico Drnulovega žranja. Drnule so zanimiva zgodba tudi Kozjanskega, predvsem Pilštajna, ampak pustimo. Zdaj, tle ne smemo biti prav hudo omejeni z nekimi lokalnimi peripetijami in z kolerabjaki in drnuljeki in tako naprej. Pustimo. Rečemo, da je bil Buzej zelo trdoživa, trdna osebnost, trden kot dren. Takšen je bil. Takšnega ga poznate. Recimo, zanimiva zgodba je, da bi aperitiv začeli s tem drnulevim žganjem. Ne bi zamerili, ampak veste, jaz sem v Drvarju tole steklenico kupil za 20 evrov. Da se zasluži. Sej, niso jo vsi kupili, ampak jaz pa sem jo. Malo tudi s tem namenom, da danes recimo v tej razpravi o tem govorimo. Zakaj sem dal pa vrtnice na mizo? Zameriti Aleksandra, pa zaradi tega, ker vsej vemo, v končni fazi je barbika ilegalno, tako ali drugače, Buzeju na grobu posvetila vrtnico. Najbrž je vrtnica tudi ena taka simbolična rastlina, lepa, lepo diši, ampak ima pa tudi trne. In ta simbolika odnosa med barbiko in Buzejem, ali pa recimo tudi samega Buzeja, bil je pozitivna osebnost, je pa tudi trne. No, recimo, dve stvari taki, ki bi bile recimo aktualne za tisto piramido. To bo za začetek. Super, najlepša hvala, gospod Trošk, za vse te ideje, ker danes je v bistvu smisel ta, da res izmenjamo malo konkretne ideje, da nekako dobimo vsi tisti, ki ste se danes zbrali in delujemo na tem področju in si prizadevamo za razvoj turizma, še več praktičnih nasvetov oziroma idej, s katerih bi lahko črpali.
Ja, skratka, tukaj smo zdaj še prišli do muzeja kot lika za turistične produkte in promocijo. Vidimo, da imamo na eni strani dobrotnika, na drugi strani imamo razbojnika. Kako zdaj to nekako skombinirati, da dobimo prijeten lik, ki ga lahko predstaviš tako otrokom, kot tudi odraslim. Kako recimo ga vi vidite in kako bi ga recimo sprejelo širše občinstvo. Zdaj, če bi kar gospod Tošt, vi ste že malo začel, ste imeli kdaj s kakšnimi turisti, že konkretno in predstavnik muzeja, kakšne so bile reakcije, potem bi pa še nadaljevala. Ja, recimo zanimive izkušnje imam, takrat, ko sem recimo sodeloval v teh projektih, počitniških projektih otrok, ki so pač gostovali pri nas v naših krajih, na povabilo kolegice. In recimo tam sem poskušal nastopati v različnih vlogah. Včasih sem se pojavil med otroci kot lovec, puško, tako, ne. Seveda odvisno od letnega časa, kaj je bilo pač primerno. In recimo videl sem, da se ta zgodba ni odnesla. Sploh ne recimo pred osnovnošolskimi otroci, ker je zadeva preveč robata, preveč resna in to naprej. Recimo potem naslednjič sem se pojavil med njimi kot gobar, slučajno gobe rasne, pa smo gobe nabirali, je bilo že bistveno boljše. Recimo najhujša zgodba je bila pa ravno takrat ob koncu počitnic, ko so bile drnole zrele, so mi pa otroci nabrali eno košaro drnolo pol ure. Z veseljem. Hočem povedati. Seveda te zgodbe so lahko zelo različne, ampak prav zanimive izkušnje in najboljši odziv ti dajo vedno otroci. Otroci so odprti, pošteni, odkriti, njihova reakcija je vedno najboljša. Recimo tako sem nekako testiral, tako sem prišel tudi na idejo do drnole, ko so bili fascinirani so bili, ko sem jim potresel drevom, pa so mi drnole pobrali v 15 minutah. Zanimiva izkušnja. Medtem ko orožje in tako naprej, pa resen klobuk in uniforma, pa jim ni šala, čisto to povedati. Mogoče to bolj za gledališče, za kakšne gledališke resne predstave, bi mogoče bi še kaj dali? Ja, gledajte, še enkrat se bom vrnil na tisto, kar sem malo že prej načel. Mi moramo pri junakih ločiti dve skupini. Eni so tako imenovani junaki, tukaj je bil omenjen Martin Krpan, je bil omenjen Peter Klepac. To niso bile resnične osebnosti. Tudi Krpan je bil resnična osebnost. Krpan je samo literalizirana oblika neke gospodarske dejavnosti, ker Levstik je pač to slišal od ljudi prepodvati, kako so to avtovorili, se vemo, zakaj je šel je za suniter, pa za kontraband in tako naprej. Se pravi v zvezi z smodnikom in te zadeve. Na drugi strani imamo pa konkretne zgodovinske osebnosti, to so pa gotovo Guzaj, je Rihtarič, recimo, Rdeče klase, znameniti film, kjer Rihtaričev motiv nastopa noter, in je, recimo, Trobec. Ahac, ravno tako, pa Trobec tudi. To so pa konkretni, bi rekel, konkretne zgodovinske osebnosti. Zanimivo je pa nekaj, da tudi te slednji se v določenem obdobju, lahko že zelo zgodaj po njihovem pojavljanju v času in prostoru, se tako mi rečemo folklorizirajo. Jaz sem recimo otrokcev doma takle dosje, ga bom enkrat obdelal, takrat sem bil še asistent na fakulteti in ker je bila ta afera s tropcem, ki ti za ženske žgal in klav in tako naprej, takrat je bila ljudska ustvarjalnost na Slovenskem fantastična. To so bili vici na tropca, to so bile pesmi na tropca, to so bili rizme na tropca, ne vem, kaj vse je bilo. In to sem prav študentom, 2 let so mi nosili za seminarsko nalogo materijale na to temo. To se pravi, se je lik enega kriminalca, hudodelca, ali karkoli že, tudi Guzaj je treba tukaj noter videti, se je na nek način folkloriziral, je postal narodni junak. In to je en zanimiv fenomen.
Zdaj seveda pri Guzaju bi rad upozoril še eno zadevo. Videl sem v gradivih, pa tudi v teh knjigah, ker nekdo piše, ja, to je bil pa kozjanski Robin Hood. Apeliram na vse, ki delate na liku Guzaja tukaj v Prevalju. Od današnjega dne pozabite na to primerjavo, da je bil to kozjanski Robin Hood. To je totalno negativna projekcija. Ne? To je tipično za Slovence. Mi projeciramo svet v naš prostor. Mi moramo začeti projecirati naše posebnosti v svet. Mi še vedno govorimo Kostanjevica, Dolenjske Benetke. Poslušajte, pa to je noro, to je totalno noro. Kakšne Dolenjske Benetke? Benetke so italijanske, imajo svojo identiteto, Kostanjevica pa Dolenjska in ima svojo identiteto. Zame sta Kostanjevica in Benetke na isti valovni dolžini, samo razlika v socialnem nivoju. Doževa palača, ima zlate kluke, hiša od enega zapitega dolenjskega vinogradnika v Kostanjevici ima pa kovano kljuko. Samo ta razlika je. Ampak jaz sem ponosen, da sem državljan Slovenije, kjer je dolenjska Kostanjevica. Skratka, s tem primerom hočem povedati, nehajmo delati te primerjave, ki so, milo rečeno, tudi nepravilne, ker tudi družbeni kontekst je drugačen. Robin Hood je deloval v popolnoma drugem družbenem kontekstu. Je deloval v feudalnem družbenem kontekstu. Medtem, ker Guzajev kontekst je bil spet popolnoma drugačen. In tudi njegovo delovanje, čeprav je v njegovih krajah in tem dajal tudi revežem in tako naprej, ampak te stvari so neprimerljive. Dajmo mi narediti našega prevorskega ali pa slovenskega ali pa kozjanskega Guzaja in se nekaj opremeljevati s to prispodobo, da je to slovenski Robin Hood ali pa kozjanski Robin Hood. S tem mi samo dokazujemo, da smo nerazviti in da se ne znamo postaviti veliko s svojimi vrednotami, s svojim bogatstvom in tako naprej. To je glede tega. Zdaj pa seveda to, kar je... Profesor, vas lahko samo dopolnim tole. Zelo zanimiva primerjava, pa bi bilo mogoče prav, da jo slišite. Glede, meni se je zgodilo, jaz sem bil od nekdaj zaljubljen v to pokrajino, že leta 1994, ko sem prišel službovati na Kozjansko. Ampak zgodilo se je vmes, da sem ugotovil, da je v tem subpanonskem svetu, pravzaprav na Kozjanskem izjemno veliko tudi enega gozdnega drevesa, pravzaprav je sadno drevo, skorš, sorbus domestika, in potem sem navdušen na svojega sodelavca, da je dokončal višješolske gozdarske študije in tudi diplomiral iz tega. In dva sta pol leta iskala po celem Kozjanskem dve skorše in zgodilo se je, da sem nekje vmes v eni nemški reviji Korminarja, to je specialna revija samo za to drevesno vrsto. No in ko je urednik je pa profesor iz Augsburga in ko je profesor Kauš in Šmenik, in mislim, da to mi malo druzimo, Slovenci, pa je klical profesorja Kotarja, da hoče on to videti, kaj se mi gremo, da imamo tle metrske skorše pa nekaj, naj pride. In rekel, vmes grem v Italijo, grem dol v Emilijo, Romanijo, pa vmes sem še za 2 uri ustavil pri vas. Pridno. Prijedel ga mi dva z Milanom, pokojnim kolegom Milanom Bahom, profesor Kauša Spremljava, pa profesor Kotarja. Veste kaj? Cel teden sta ostala tu. Cel teden. No, in sta spala na Trepčah, v kmečnem turizmu na Trepčah. To je zičim ti. Tako, ja. In sta tam je bila tudi žena zraven, sta bila cel teden na Kozjancu. Zanimivo, toliko. No, zdaj, recimo, če nadaljujem bistvo tega vprašanja, kakšne so možne aplikacije tega lika Guzaja? Tako pa mogoče njegovo življenjsko zgodbo, koliko pa tole ljubezensko zgodbo, kako bi lahko zdaj to vse skupaj malo zaživelo še bolj. Jaz mislim, da je treba pripraviti te zgodbe za različne ciljne skupine. To je prva naloga.
To življenjsko zgodbo njegovo posredovati otrokom je eno, posredovati družinam je drugo, posredovati upokojencem ali pa nekem sindikalnem izdelku pa tretje, posredovati tujcem je pa četrte. Se pravi, in spet iz različnih okolij sveta, to je spet naslednja varianta. Na to se je treba pripraviti in to je treba imeti, kot rečemo, zelo grobo na lagerju in videti, kjera ciljna skupina pride, ali je to nek posameznik, ali je to ena bolj ali manj velika skupina in odkot je, kakšna je njihova struktura in temu primerno tega to zgodbo predati. Se pravi, mi tudi otroke lahko peljamo po zajevi poti in v pripovedi spuščamo zabijanje žeblov, recimo v petov, kako je bilo že klančarice, to je malo, ne moreš misliti, danes itak vsak dan vidimo vse mogoče zabijanje na televiziji, tam od bližnjega vzhoda do nekje vse, se sam korijo še po tem ljubem svetu in ne bomo zdaj še tukaj turizma na ta način delali. To je to. Potem seveda pot vi že imate, to se mi zdi zelo dobro, da je ta pot označena, da sem videl v Primorju nasprotnega bifeja, ali kaj je že, tabla, vezična in tako naprej, to je dobro. Hujše se mi pa zdi, da je problem, hujši pa je problem aplikacije Guzejevega lika na spominke. To ni enostavna zadeva. Tudi na tem natečaju za spominke, ki so ga odlično organizirala razvojna agencija v Šentjurju, je bilo nekaj spominkov na temo Guzeja, ampak niso imeli kakšne hudeteže, čisto bom rekel. To dokazuje, da je tukaj treba premisliti stvari. Zdaj njegov portret ali pa delati maskoto iz Guzeja, maskota, ki je zelo zanimiva za turistični spominek, recimo, ampak se mi zdi popolnoma neprimerno. Popolnoma neprimerno. Možeš zdaj tega lika v maskota. Drugo je maskota Martina Krpana, drugo je maskota Petra Klepca, ker je to pravlična zgodba, ker je to mitska zadeva. Tukaj, kaj bo zdaj Guzeja z brki, kako se bil arestu, pa kako bilo rok drži? Lahko, to je lahko majica z enim duhovito interpretacijo iz njegovega želja, ampak je treba biti izjemno previden, da ne zaideš v banalnost, recimo. To je gotovo treba poštivati. Skratka, tukaj sam Guzej ne omogoča toliko aplikacij. Druga stvar pa je, kako Prevorje in pa način življenja prebivalcev na Prevorju omogoča take aplikacije. To se pravi, ti greš po Guzejevi poti in si za spomin nekaj vzameš, ni treba, da je to vezano na Guzeja. Se pravi, ti dobiš, oziroma pa kupiš boljše, če za to gre, ti kupiš nekaj, kar si kupil na Guzejevi poti. Zelo zgrešeno bi bilo, če bi v tem mlinu, o katerem smo prej govorili, imeli moko, ki bi se imenovala Guzejeva moka, to je brez veze. To je moka, to je bio moka iz tega in tega mlina in tako naprej, ki se jo pa kupil, ko si prehodil to Guzejevo pot. Naslednja stvar je recimo kulinarika. Na področju kulinaričnih spominkov v Sloveniji zelo zaostajamo. Mi ne znamo nekaj ponuditi. Recimo v Sloveniji imamo vse mogoče salamijade in klobasijade. In če hočeš ti kot turist kupiti salami, kako ti jo dajo? Ja, v časopis ti jo zavijajo ali pa v eno vrečko ti jo dajo. Se pravi, tle imamo en odličen izdelek ali produkt, kot se ga kdo reče, ki ga je treba dati samo eno primerno embalažo. Se pravi, je to lahko salama z Guzejeve poti, ne more biti pa Guzejeva salama. Če bi pa iz njegovega življenja, to mi pa vi povejte, ker to ne poznate, jaz ne poznam detajlov, imel podatek, da je on eno jed še posebej rad jedel, to je pa to. To so pa Guzejevi žganci, in kaj je Korejevec, ali in kaj je. Čorba. Ne vem, čorba je... Se pravi, v tem primeru pa ja. Sam se pravi, jaz bi mogel to še enkrat brati, čeprav sem že prebral, če je kaj o recimo tem vprašanju noter navedenega.
Zelo vabljiva je ta ideja, ki ste jo videla, v zvezi s tem Drnuljevcem, kjer v bistvu indirektno na Guzeja navajaš s tem izdelkom. To je gotovo zelo zanimivo reči. Mi grede, zdaj sem spoznal na svetovnem sejmu marca v Parizu enega Avstrijca, ki je iz Drnulj dela kis. Drnuljev kis in ga prodaja kot top, bi rekel, zdravilni dodatek jedem in tako naprej. In potem dela še celo vrsto nove stvari in sem mu potem rekel, a veste, v Sloveniji delamo pa šnops iz Drnulj, in je bil čestno dušen, rekel, povejte mi, kje pridem takoj, on bi takoj to začel in tako naprej. Sem mu dal pa nekaj namigov, kam naj se obrne. Potem, recimo, naslednja stvar, recimo rokodelske dejavnosti v vašem kraju. A je tukaj kdo, ki zna še košare plesti? In pogledajte, to košaro vi lahko, ta možak ali pa ženska lahko prodaja na dva načina, ker dejstvo je, da spominke delamo zato, da bo nekaj zaslužil, ne zato, da rekli, joj, tukaj je pa lepo. Jasno, bo rekli, tukaj je pa lepo, ampak to sem si pa še kupil. In zdaj, da smo gledali, kako so jablane polne. V jeseni, ko jablana dozori, se prodaja košare jabolk. Se pravi, košare jabolk stane tok pa tok. Na Gorenskem bi rekli, jabolka so to košare pa tok, in pa bi rekli, ne, kar v polivinasto vrečko mi gledajte. Skratka, se malo šalim, se tudi na Gorenskem ni vedno tako. Ampak je treba to košaro seveda prodati in na ta način bo vsak navdušen in kolega Prevolju se pa kupil ene krasne mošancene ali krivo pecle v tele košari, pa smo jih pa pojedli, košaro imamo pa za izobraževalne revije, da je Jana Lady in podobne. Skratka, to je to. Potem je še cela vrsta drugih stvari. Recimo, jaz ne bi v zvezi z Guzejem, čeprav imate vi v tem logotipu tiste tri žemlje. Jaz žemljo ne bi dajal kot spominek. Ne bojo tam v tistem logotipu, ljudje so se tega navadili, ampak mislim, da to ni primerno. Zelo sem bil pa danes vesel, to bom pa zdaj čisto aktualno povedal, ko mi je gospod dal, mi je dal en primer kovancev Guzejev. In mislim, da to je pa ena zelo duhovita ideja. Gospod profesor, Markovič varianta. Ja. Glejte. To je pa ena zelo duhovita ideja, veste, ker lahko so aplikacije pa zelo zanimive. Recimo, pride skupina tujih turistov, se ustavljajo tukaj na Prevolju, jih peljete po Guzejevi poti in rečete, na tej poti, kar boste kupovali, lahko kupujete z temi kovanci. In istočasno pa v neki prodajalnici spominkov ponudite ta kovanec v vrečki, taki kot je za zbiralce kovancov, pa še eno nižjo denarno enoto, smo se danes malo pogovarjali, kaj bi to bilo. Sem trdno prepričan, da vsak drugi turist iz avtobusa bi to kupil. Ker to bi bilo nekaj nenavadnega, da je ono in iz Sloveniji, v enem Prevolju, pa videl, da imajo en lokalen denar, s katerim se seveda zaradi turističnega programa, ampak se lahko z njim kupuje. Recimo, da bi, kaj s tem, en Guzej je bil ko smo prej rekli, en poličvina in tako naprej. S tem, veste, turiste, zlasti turice, pa tudi naše, zaposliš, jih razvedriš in ni treba nobenih drugih hudih programov pa projektov delati, ampak se zelo enostavno stvarjo doseže zelo dober rezultat. Tako da neposredno iz samega Guzeja ne vidim, da bi tukaj delali, recimo ne bi Guzejev nož ne može dajati za spominek, ker je z njim tudi kakšnega štiknu in tako naprej, to je negativno. Ampak da so, recimo, če je kakšna jed, taka, res, to
To je med iz Prevorja, ki sem ga jaz kupil, ko sem šel po Buzejevi poti. Sem obiskal eno domačijo, gospodarja, ki je čebelar, mi je pokazal čebeljak, je povedal, kako je v letošnjem letu kaj medi zadeva in tako naprej in reče, vidite, imam tole hojev med, to je akacijev med, to je ta med, naredi malo degustacije, takole na koščke narežeš kruh, malo namočeš, probaš in potem si kupil, jaz vsako jutro naredim med pa kis, na prazen želodec, bi si kupil takoj 1 kilo tega medu in mi rekel, to je pa med z Buzejeve poti, ne pa temu reč Buzejev med, to je nesmisleno, to je bistvo. In s tem bo tudi Buzejeva pot zaživela, ker v Sloveniji imamo preveč poti. V Sloveniji ima vsaka važa svojo pot, ali pa ene imajo še 102 poti, ampak te poti nimajo nobene prave vsebine. Vsi neki trasirajo, vsi neki ni pa vsebine. Vsebine morajo biti različne, da človek danes pride, da reče, lej, pol dneva smo bili, pa smo 5 različnih stvari spoznali. In ti se vračaš domov duhovno bogat. To je fino. Si pa tudi materialno bogat, recimo, če si kupiš 1 kilo medu ali pa eno košaro, ki se jo nosiš domov. Stvari so zelo enostavne, samo treba jih je postaviti v pravo, bi rekel, šahovnico, v pravi sistem, da potem zaživijo in sem potem trdno prepričan, da boste čez noč postali zanimivi in da bo res po četrtka iz, ne vem, odhod iz Rogaške Slatine začeli hoditi sem, ker bojo videli, da tukaj so nekaj vsebine. Vse zdagač pa danes v Sloveniji je broj nekih projektov in nekih poti in cest in ne vem, koga vse, ali pa vinske ceste, mislim, to je tragedija, Pri nas je bil glavna filozofija v slovenskem turizmu, kjer vinske ceste še nismo asfaltirali. Pa ni problem v asfaltu, problem je v vsebini vinske ceste, problem je v tem, da če jaz po vinski cesti se pelem v Sloveniji, pa v Avstriji, v čem je razlika? V Avstriji se lahko vsaki domačin ustavlja, tudi če nekaj doma rečejo, liter vina stane tok, pa tok, natočite si ga, pa mi pod kamnom puste denar, Pri nas je pa vse zaprto, bi mogli 2 dni prej telefonirati, enkrat smo šli študenti na ekskurzijo v Slovenske Gorice pa v Prlekijo, pa so mi rekli, profesora, boste zritali, da bomo kakšno prleško gibanico jedli, sem telefoniral od Ljubljane do Maribora na 6 naslovov. Pa so rekli, to bi mogli pa 2 dni prej povedati, da bi se mi pripravili. Pa se gremo televizor in govorimo, blebetajo politiki naši, da bomo na enko milijonov iz turizma ustvarili. Ne bomo, dokler ne bomo začeli enostavno delati na enostavnih stvarih z enostavnimi vsebinami. In ta zgodba Buzejeve poti je perfektna, treba je dati samo več različnih vsebin in te vsebine prilagoditi. Eni si bojo za cel dan ogledali to, eni za pol dneva, eni pa za 1 uro. In je treba to pripravljen. Ja, koliko pa smo pride, koliko ne pa časa, takoj vprašati, ne tisti, mi imamo pa 5 ur, ne, vi povejte, koliko imate časa in potem jih peleš. In izbereš tudi vsebine, ki nekako jim ustrezajo in narediš na ta način. Prosim. Ja, bi se rad na profesorja zopet navezal, ker pravzaprav me je zdaj s svojim odgovorom malo prehitel. Jaz sem hotel ravno poudariti, da v teh 20 letih sodelovanja tu sem doživel več ali manj vedno in povsod, da ste ljudje na Kozjanskem izjemno gostoljubni. Zdaj, to je že ena platforma, en temelj turizma. Ljudje za turizmom morajo biti gostoljubni in prijazni. Ampak seveda to ni dovolj. Hkrati morajo čutiti tudi povezovalnost, ker turizem smo vsi. Vsak posebej, ampak vsi skupaj. In če te povezave med seboj ne boste ustvarili, potem se turizem težko je. Sedaj mora pa vsakdo od vas imeti svoj segment, neko značilnost in eno rozino v tisti skupni potici, ki jo bomo vsi skupaj prodajali. Ampak to je, večer v meni, to vse odvisno od vas. Tako da
Seveda mi državne ustanove, tako drugačne, smo pa tisti, ki ima lahko damo tako drugačno podporo. Turizem ste vi, domačini, ki ga boste seveda izvajati morate pa tako se od tega zaslužite in živite. Vsej, meni je kristalno jasno. Veste, turizem je ena od gospodarskih panog, kjer je kruh po moji presoji zelo težko poslužiti. Zelo težko. Vedno in posod moraš biti dovolj prijazen, vedno je na razpolago. Tudi ko si slabe volje, moraš biti do njih prijazen in gostoljuben. To ni enostavno. To je meni kristalno jasno. Zato se tudi običajno domačini zelo težko odločate za turizem, ker potrebuje celega človeka, potrebuje celo družino. In tako pač je. Ampak, gledajte, če hočemo pa svoje tudi kmetijske pridelke, takšne in drugačne, prodati z dodano vrednostjo, se pravi, da ne prodajamo najboljše goveje meso oziroma kar živo govedo, ne vem kam, v Avstrijo pa drugi delijo dobiček iz tega, ampak to govedo kakorkoli že predelamo sami v take ali drugačne izdelke, se ne govorili samo o mesu, to smo govorili tudi o vseh drugih, o krušnih žitih, enostavno te izdelke moramo prodati z dodano vrednostjo na zelo prijazen način in potem je vrednost tega našega kmetijskega pridelka lahko tudi 10-krat večja. Potem se pa že da spodobno živeti. Dokler pa prodajamo suho pšenico, bomo pa zmeraj tenko piskali. To je moj tudi. Kaj so pa recimo možnosti, kakšne pristope obrati, da bi pridobili tudi več gostov, a ne, ker to je vedno vse povezano. Več gostov, več prihodkov, več se jih odloči za turistično dejavnost, ne? Sigurno mora biti neka izhodiščna ponudba. Zdaj bom nekaj zelo pregrešnega rekel, ampak trdno sem prepričan, da še vedno velja tisti star pregovor. Dober glas seže v deveto vas. Jaz sem sicer predsednik strokovnega sveta Slovenske turistične organizacije. Ne bi smel tega zdaj reči, ampak ok. Dejstvo je, da Slovenija izvaja neko turistično propagando, tako in drugačno, ampak od te propagande je res zelo malo. Bom povedal en primer. Poznam primer enega gostilničarja iz širšega območja Ljubljane v eni zanikrni dolini živi. Hrib, cesta, potok, malega travnika, hrib, naš drugega. In tam ima on gostilno, hčerki sta poročeni, zgradili so zdaj hotel družinski, oni so 365 dni zasedeni s samimi tujci. In kako je on to dosegel? Je rekel, veš, bila sem zelo dobra vsed, je rekel, prvo leto sem jaz tudi ta starejše hčerke zeta pobral, sem rekel, zdaj še pa midva z avtom malo enim mojim znancem, našim znancem v Belgijo, v Francijo. Prav pa sem dal zadnji 2 gajbe, v eno sem dal malo šnopsa, v drugo sem dal malo hišnih klobas pa salam, pa 2 hlebca kruha, prav. Unim sem pa pisal, da ne malo zberejo tam svoje znance, v Belgiji pa v Franciji, pa da jim bomo malo našo gostilno predstavili, pa naš hotel, pa naše kraje. Prav, prvo let smo dobili enih 6 družin, da so prišli na dopust. Prav, drug let jih je bilo že okrog 50. To je to. Na lastne noge se treba postaviti, ker to je edina dobra varianta. Slovenci smo raztepeni po celem svetu in premalo izkoriščamo te vezi. Mi imamo popolnoma zgrešeno politiko glede komuniciranja matične domovine z našimi deli po svetu. Popolnoma zgrešeno, Slovenci po svetu in potomci božji rečeni že. In še nekaj na naši fakulteti organiziramo vsako leto
seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Število udeležencev na tem seminarju se takole povečuje iz leta v leto. In to so sami potomci naših Slovencev, mladi ljudje, ki se želijo učiti slovenski jezik. To se pravi, interes za to, da šel malo deželo in državo je izjemno velik. In mi moramo ponujati na mikronivoju stvari. Se pravi, Prevor je tole, kar vidim, kar z očmi dojamem, vrh glave zadost. Tukaj lahko preživimo eno skupino tujih ali pa domačih turistov en teden brez problema in imamo kaj za pokazati. To je bistvo. Se pravi to, če bomo mi čakali na neke filme, na neke prospekte, to prospekti so danes ne bodo treba. Danes so drugi načini komunikacije, danes je internet, danes so spletne strani in tako naprej. Od tega še tudi prišli, jaz bi še samo vprašala, hvala lepa, gospod Bogataj, bi vprašala še gospoda Drošta, bi še vi kaj dodali k temu? Ja, recimo samo en primer dobre prakse, zdaj zopet se malce vračam v Kozjanski park, ampak vendar ne, vete. Prej smo ugotavljali, da zone so jablake v letošnjem letu spet v pol mirovnosti. Vam povem primer iz leta 2010, ko je bila tudi takšna obilna letina, ko smo v Kozjanskem parku kupili, bomo rekel, dokaj primitivno, zanikano mobilno linijo za predelavo jabolk v jabolčni sok. Med drugim, recimo, eden pomembnih ponudnikov na kmečkem turizmu, recimo, nam je pripeljal dobrih 10 ton jabolk. Proizvedli smo približno 9000 litrov soka. Moji kolegi, sodelavci so to kar pridno delali. Mi smo samo tako, za hec promocijsko nota zaračunili samo materialne stroške za izdelavo tega soka. Proizvodni stroški so bili približno 95 centov, on je pa v gostilni na svojem kmečkem turizmu 9000 litrov soka prodal v 4 mesecih. Celo tako je šla zgodba, da so ga Rusi kupovali po cele kartone in so kartone vlačili na avione. Ne vem sicer, kako so to spravili v Moskvo in kako se je dogajali. Najbolj so ga spili že v Rogaški Slatini hoteli, ne vem, ampak soka pa je zmanjkalo v 4 mesecih. Glejte, s takimi zgodbami moramo začeti. Jaz, ne vem, res sem se čas trudil, da bi se te stvari zgodile, da bi napredovali. Da se zasluži. Si predstavljate, da je gospod na naš račun, pa neč hudga, na naš račun zaslužil 50 000 evrov v 4 mesece. Pa sem vesel, da je zaslužil. Se zato pa smo državne ustanove, da ljudje dobro živijo. Da pomagate. In tukaj se mi zdi, da bi se še dalo več podpore. Tudi konkretno, zakaj mislite, da si pa recimo ponudniki, vsak nekaj malega izdeluje, ampak si ne upa, da bi pa recimo to predstavil ljudem ali pa prodal. Kaj ti greš tule po Buzarju poti, ti vsak nekaj ponud, ampak kako jaz rečem, dajte začneti to prodajati, dajte tu eno lepo embalažo, bomo pripeljali goste, bojo sigurno to kupili, si pa noben ne upa. Zdaj sem imela recimo na Planini primer, da so prišli gosti ogledati grad, pa potem smo šli na Kozjansko domačijo in jih peljem še več primerjati, kako ste rekli, smo imeli degustacijo malo medu in gospod imel enih 6 litrov tam medu, jaz sem ga prodala v 5 minutah, ker noben mi še tega ni naredil. Kaj sem naredila? Nič, samo predstavila sem jim, povedala sem, da je to stule, bili so navdušeni in takrat oni kupijo vse. V trgovini boš porabil pa ne vem koliko časa, da bojo med vsemi izdelki tebe izbrali. Pa še biti iz Rusije. Tako ja, sploh pa ne bodo bili te kvalitetne. In tukaj je škoda, ker ljudje, če ti pripelješ ljudi in je treba več ponuditi, zakaj se ljudje tukaj ne upajo? Ste vi kdaj to tudi, ali to izhaja iz mentalitete, ker recimo, če primerjamo Gorenjsko, tam skoraj vsak nekaj proizvaja, pa nekaj prodaja. Tukaj, ne vem, se ta kozjanski človek malo boji, ali neuspeha, ali je bil vedno v tej skromnosti zadovoljen. Jaz mislim, da tukaj nekaj še v zadnju, no?
Gotovo take stvari ne ratajo čez noč. Vi morate računati, da recimo določeni predeli Gorenjske ali pa Zgornje Savinjske doline imajo na veliko tradicijo v sprejemanju tujcev. To se pravi v turistični dejavnosti na kmetijah. To se pravi, tam se je to začelo v prvi polovici, drugače pa v drugi polovici 19. stoletja. To se pravi, že nekaj generacij preverili to simbiozo med domačini in pa med tisti, ki pridejo od drugota. Se pravi, ki pridejo tja za en dan, za eno uro ali pa za en teden ali pa 14 dni. Na občinah in na takih drugih inštitucijah morajo ustvarjati logistične, organizacijske, finančne in druge pogoje za ljudi, da lahko ustvarjajo. Če je vprašanje nekih rokodelskih dejavnosti, je to vprašanje za strokovnjake z tega področja, to so oblikovalci, to so prečni občutljivi, ampak seveda arhitekti tudi, ampak kakšni arhitekti. Ne tisti arhitekt, ki včeraj narisal stolpnico, danes bo pa eno tam narisal nekaj pokojneno pošarno. To ni ta prava zgodba. Se pravi, tist, ki obvlada šarje. Mogoče še vi z vašega... Lahko jaz vrnemo še na prejšnje vprašanje. Postavljeno vprašanje, zakaj je na Kozjanskem nastal zastoj, recimo tega deponike in razvoja. Jaz vidim pravzaprav to zgodbo v tem, iz te prekinje simbioze med podeželjem in mestom. Iz starih pripovedovanj v Kozjem, recimo iz takratne predvojne gostilne, Podlinškove gostilne, izhaja, da je bilo na Kozjanskem izjemno veliko gostov iz Zagreba. In Kozjansko ni bilo nikoli vezano niti na Ljubljano, sploh ne, na Celje. Tako. Večino gostov ali pa kakršne koli gospodarske dejavnosti je bilo na Kozjanskem vezano na Hrvaško Zagorje oziroma na Zagreb. In ta zgodba se nekako po vojni zelo izkrčila in tudi na tak način je Kozjansko nastalo na nek način tudi odrezano od te simbioze. To je tako kot telo, srce pa vsi ostali organi, ki na tak na drugačen način ustvarjajo energijo, da lahko srce normalno funkcionira in seveda ustvarja energijo in moč, življenjsko moč celega telesa. Ta povezava je bila prekinjena in na tak način je recimo, samem primer povem, recimo v Podlinškovi gostilni, jaz sem prišel do enega zelo zanimljivega zaključka, ker smo ugotovila s kolegom, da ima ena sorta jabolk na Kozjanskem kar 3 imena. 3 imena, si predstavljate, na tako majhnem prostoru, ena sorta. Sorta, ki jo mogoče poznate kot čebulko, štajerski pogača. Ima še 3 ime božičnica. Ima. No, gledajte, ta sorta je bila, recimo za zagrebške burgerje, tako zelo cenjena, da je Podlinšek prodajal svojim gostom, ki so hodili do Reichenburga z vlakom, pa skočijo iz Brestanice do Kozjega, pa nazaj. Zagrebčani, burgeri so kupovali te čebulke, božičnice, zavite v krep papir, celofan in so jih svojim najdražjim otrokom, sorodnikom in tako naprej prodajali po komadih. Po pomarančah. Zdaj tudi pomaranče kupujejo tam v Interšparu, kar na tomu. Malo čudna zgodba. Tako je. V tistih časih je bila božičnica tako dragocena jabolka, da si jo podaril nekomu, ki si ga imel rad, v božičnem adventnem času, po komadih. Če si imel neko deklino rad, si pač dal eno božičnico. Ali pa ženi, ali pa otrokom, ali ne vem kam. Tako so prezgodne. Vse to smo prekinili, ampak so stvari, ki jih pa lahko nazaj upeljali. Ampak seveda, to bomo potrebovali čas. Prav, najlepša hvala. Zdaj bi še pa mogoče prišli, kako spromovirati zadevo. Kakšni so sodobni trendi, kakšni so načini, vemo, da živimo v
svetu, v virtualnem svetu, že skoraj kot v realnem svetu, in da informacije krožijo predvsem preko interneta. Zato smo tudi mi nekako poskušali zbrati informacije čim več z tega področja vezano na muzeja in pa turistično ponudbo tukaj na naši spletni strani www.muzej.si. Pa bi me zanimalo, kakšne so vaše izkušnje, kot Bogataj, glede tega, kako se, dobro, eno je dober glas seže v 9. vas, ampak če hočeš prestopiti še meje, rabiš še kaj več. No, ena varianta so gotovo obiski tujih novinarjev, ki jih mi pogosto predvodno v samo, bi rekel, te najbolj znane centre turistične. Mislim, da tudi jaz se osebno zauzemam na STO-ju za to, da moramo tudi te, bi rekel, turistično razvite kraje pokazati, so v bistvu za en splošen profil evropskega in tudi azijskega turista zelo zanimivi. Tako, in še neokrveni in tako naprej. Zato mislim, da bi bilo mogoče dobro, da bi se verjetne v okviru Prevorja, ampak verjetno v okviru razvojne agencije enkrat le oglasili na STO-ju in rekli kakšno besedo na to temo. Kdaj kakšno skupino turistov, tujih novinarjev pripelje tudi v te kraje. Seveda, to je pa treba tudi taktično premisliti, iz katerih okolja. Ne morate jih vsakega pripeljati v ta kraj. Tako kot tudi, recimo, ne moreš vsake rokodelske dejavnosti, recimo ne boš belgijskemu novinarju kazal idrijske čitve, ki jih imajo oni sami, tako naprej. To je gotovo ena od oblik. Druga stvar, ki je danes v svetu zanimiva, in tudi lani sem bil na posvetu Svetovne turistične organizacije, je bilo tam jasno povedano, najbolj zanimivi turisti že jutrišnjega dne so Kitajci, Indijci pa Rusi. Američani so padli na 4. mesto. Kitajska je, mi na tem premalo delamo v Sloveniji. Indijci so zanimivi zaradi tega, ker je življenjski ideal in sen vsakega Indijca, da je enkrat v življenju gre v Evropo in ko gre v Evropo, ne potuje sam, ampak potuje cela družina. Oče ima otroc, pa stara mama, pa stara oče, če so še v dobri kondiciji. V Indiji zelo narašča en sloj bogatega prebivalstva, zelo rapidno narašča in to je zelo zanimivo. In to je gotovo ena smer, bi rekel, na katero je treba misliti. Vedno si treba postaviti ambiciozne cilje, to je vedno. Pa je lahko ena sama vas, malo okolje, kot je Prevorje, ampak moraš imeti kar ambiciozne cilje. Ne zdaj, da bo sem vrhajal sam nek sindikalni izvedbeni kljub upokojenci, pa da in kaj. Ampak reč, ne, poleg tega pa bomo mi letos gostili tukaj eno skupino tujih novinarjev, ko bodo prišli tim poročati. Takrat se pripraviti, zgodbo povedati, prilagojeno seveda njim, tujcem, in te stvari predstaviti. To bo rodil veliko večje uspehe kot drugega. Jaz se namreč stalno zauzemam za to, da bi mi morali našo turistično propagando usmeriti tako, da bi oglaševali manj, ampak tisto, kar bi pa oglaševali v najbolj eminentnih publikacijah in pa na najbolj eminentnih mestih. Mi tukaj nismo preveč uspešni in moram reči, da še vedno se preveč oglasujejo v nekih frizerskih časopisih, ter po Angliji pa tako naprej, ker nima to nobenega pravega efekta. Treba je plačati oglas v National Geographicu, treba je plačati en oglas v eni eminentni reviji. Jaz sem bil zdaj, ko sem bil na eni poti v Azijo in nazaj sem videl, kje vse se Hrvaška oglašuje. Sem v najbolj eminentni slika Gorganskih otokov. Samo prosite, slika Kozjanskih gričev z enimi temi lepimi svetlovami, esencami in tako naprej je zame enako vredna sliki Gorganskih otokov. To je to. In imamo odlične fotografe, imamo
odlične fotografije, ne? Samo tale računalnik nekaj ne štima, ne? To je problem. Ne? In to je odgovor na to vprašanje. Ne? In ko bo Slovenija enkrat znala to ponuditi, ne? Ni vse, a veste, mi še vedno kažemo hotele pa hotelske sobe. Če ti rečeš, se greš turizem, je logično, da imaš hotele pa hotelske sobe. Ne? Pa tam gostilniške prospekte gledam, pa kaže tam neke sobane pa tako naprej. Ne? Eno jed predstavo, ampak tista mora je pa tako, da bi prospekt uvizno, da se kar tresaš in ko mi čakaš, da boš v tjara posilo ali pa na pogostitev, da večerjo in tako naprej. Skratka, velja tist str pregovor, ki pravi, manj je več. To je to. Kaj pa sam splet, ti sodobni mediji? To pa je vsak način. Splet je treba pa maksimalno izkoristiti. Ne? In splet ti pa ravno mogoče te zgodbe. Ne? Da ti ker gre na splet širino, pa da on začne klikati. Ne? Da klikne recimo tukaj Kozjansko, Prevorje, Guzaja, tako legende in tako. To je ravno. In pri Facebooku ali pri Twitterju, ne? Je fajn, če imaš recimo ti prijateljico iz Avstrije, ki ti je prijateljica na Facebooku in ti pošlješ fotografije z Kozjanskega, pa takšne osebne fotografije, ne vem, jaz in moj fant na Kozjanskem tam pa tam in potem ona objavlja tako, gremo tja punce naslednje leto. A veš, da... Poglejte, mi smo včeraj, se v Krajsi gore pogovarjali, bojo zdaj prospekti, zdaj kulinarični. In se neko pokažete, kako ste si pa to zamislili. In ja, na naslovnici bomo dali gor pa zemljevid, smrekom ne. Zemljevid, če že bo, ne, dobro, da je, ne, ga dejte odzadaj, ne. Ja, kaj pa na naslovnico? Rekel, na naslovnico, če je v hrani beseda, boste pa zbrali en lep predel tam, recimo ob Savi dolinki, ker se vidijo hribi v zadnji, en lep travnik, seno, kopica sena, pogrnjena z enim planenim prtom, okrog tiste kopice sedi ena skupina turistov, ata, mama, dva otroka, še ene dva tako zraven, tam je en bicikl prosloren in jejo ene štrukle, recimo tiste rateške in tako naprej. To sem me tako gledali, kot deveto čudo. Pa je pa rekla, ja, jaz sem vam mislila, da boste rekel, da bi v Lariksu v hotelu posneli, sem rekel, ne, to bo potegnila, ne. Če pogledate sosedno Avstrijo, sem videl njihov prospekt, ne, Vahov. Imajo Vahovsko dolino, Donava takole novik dela, sončen zahod, en travnik, miza pogrnjena in v mizi tako nenastavljeno, brez manekenov, da se razumemo, ne. Turisti fotografirani, kako en tam na ta kabino, dva nazdravljata, dva neki tam režeta in meso, en takole lokajlo kruha reže in tako naprej, ja, veste. In ko to vidiš, rečeš, wow. In pol, ko to gledaš, rečeš, pa se to imamo vse mi. Sam ne znamo tega tako predstavljati. To je to. A veste, kolikor, kakšni prideš na kakšen turističen kmetijo, pa gospodinja, tako je hlebec pije, pa ti kaj odreže, ne mislim, to je za fotografijo. Ampak to mora biti ne, da bo nekdo fotografiral kar tako, a ne, danes je tog aparatu, to mora profesionalc fotografirati, isto lokalno, gospodinjo, kajla kruha, to, a ne. In to je slika za naslovico. In vsak bi rekel, vse me to mora imeti, to je pa deprava, ne. Ker vse ostalo je pa tehnologija, ne? To je pa turistična industrija, to je pa jasno. Vsaka soba mora imeti svoj WC, vsak gostinski lokal mora imeti meni, kelnarji mora biti oblečen tako, kot se spodob, in tako naprej. Tega pa ne bomo delali. Super, najlepša hvala. Mi še kakšen dodatek. Drugače bi šli pa kar naprej in sicer še v zadnji točki. Nekako nadgradnja vsega tega, ali pa ne vem, združitev vseh teh etnoloških starih pripomočkov, ki so razmetani malo po tem področju, skupaj z ohranjeno kulturno dediščino pač muzejevo,
si zamišljamo, da bi lahko tukaj spodnjih prostorih kot neke vrste etnološko razstavo pripravili. Zdaj malo smo že prej govorili o tem, kaj je v bistvu tle treba paziti, da ne bo stvar neuporabna, rečemo, oziroma izvenela. Ker nekako si verjetno vsak razume, da razstava ali pa muzejska razstava v muzeju Celju v Ljubljani ima čist druge goste, kot jih bo imela tlele, ko bodo prišli pohodniki, ko bo prišli mogoče gostje iz tehle zdravilišč oziroma iz termalnih središč, ki bodo prišli za pol dneva in v samem muzeju ne bodo preživljali več kot 15-20 minut. Mislim, da se tega hitro naveličajo. Na kakšen način recimo se tega loti, da ne bomo zgrešili? Ja, vsem moram reči, ker sem danes slišal, da to pripravlja kolegi iz Pokrajinskega muzeja v Celju. In to, kar bom povedal, čisto moje osebno mnenje, ker se nočem veliko mešati v njihovo delo. Ampak dejstvo pa nekaj. Če boste tukaj delali eno skladišče, v narekovaj bo povedano, eno skladišče predmetov, je to zelo slabo. Vsak predmet mora imeti svojo zgodbo zraven, vsak predmet mora sam govoriti, kaj je njegova funkcija, se pravi, danes ni problem teh prikazov. Druga stvar je ta, da recimo v takih okoljih, kot je tudi pri vas, mi zelo zagovarjamo to, da se ena hiša recimo uredi. Se pravi, ena hiša, ki za takih drugačnih razlogov ni več v zasebni lasti, in se reče vedno, kjer je pa zdaj ta časovni res, mi ga bomo pokazali. To je zelo pomembno. Recimo v Ozemu, v istem gradu Tisminke, tam smo imeli zelo zanimiv časovni res, da je eno obdobje od konca 19. stoletja pa do 60. let 20. stoletja prikazano. Tudi star televizor stoji noter, zakaj pa ne? To je bistveno. Tako da v tem ambijentu, tukaj dol od spod, ker je ravnateljica prej lepo povedala, da je predvideno za neka prenočišča in za ta, bi rekel, muzeološki prikaz, je šel v popolno aranžiranje nekih ambijentov. To se pravi, da bi ti od odzuni tega ne bi videl, ampak ko bi vstopil v to, bi vstopil v recimo izbo, bi vstopil v gospodarsko poslopje in tako naprej. Ampak bi moralo biti to vse v dimenzijah, tako kot je bilo v realnem svetu in bi morali vse stvari biti tam autentično predstavljeno. To bi, glede na to, da je ta prostor je treba na tak način izkoristiti, je to edina, se mi zdi, primerna zadeva. Če bodo to neki predmeti, kuhinja in gospodarske oblike, pa bo tam nek plug, pa tam bo napisano, da je to plug, pa zraven da je ena fotografija, kako je polje, to je brez veze. To so tempi, pa sad nek pravi italijani in to je zastarel način. Tako da jaz bi šel v ta popolnoma aranžiran prikaz, sam se je pa treba odločiti zdaj, kjer je ta časovni res, kjer obdobje prikazujemo. To je pa povezan z dejstvom, iz katerega obdobja bomo predmete zbrali, pa bomo že zbrali. Tako da to je vedno eno z drugim povezano. Zaradi mene se lahko odločijo muzealci, pa pokažejo, kako je bilo v srednjem veku na Kozjanskem, če vejo. Zakaj pa ne? Se je bilo zanimiv. Sam ne bi mogel po replike delati, in tako naprej, ali pa po naredke. Po svoje zanimivo. Imamo že nekaj krajev v Sloveniji, kjer so tako imenovane arheološke obdobje prikazane. V Razkrižju, v Prlekiji imajo zdaj neko prazgodovinsko naselje, tam prikazano in turisti hodejo to gledati. Smo bili gor. Prosim? Smo bili gor. No, vidite. Skratka, to je, bistvo pa je, a veste, da tudi turist, ko pride, ali pa obiskovalce, ne različen turist, obiskovalc, ko pride potem v ta prikaz, da rečemo, tukaj pa mi prikazujemo življenje na kozjanski domačiji v drugi polovici 19. stoletja ali pa
od leta 1930 do 1945, tam nekje. Ali pa po drugi svetovni vojni, zakaj pa ne, se bilo tudi to zanimivo, ne? Socialistično obdobje pokazati. Z vsemi, bi rekel, plusi in minusi in tako naprej, z vso to ikonografijo, ne? In, ko je ponekod Kristusovo podobo zamenjal Tito. Ja, tudi to, ne. Skratka, sam se to je stvar stroke in tudi stroka more se odločiti, kjer bo ta res. Kar tako postavljate ene stvari, se mi zdi, to je pa kolekcionarstvo in še to zelo neresno. Kaj pa tukaj zdaj integracija samega muzeja v ta del, oziroma ali bi moralo biti to ločeno, če bi bil zdaj časovni res njegov čas življenja, ne? Ja, mogoče bi bilo to zanimivo, ne, da bi pokazali v enem manjšem delu muzeja, kdo je to bil, ne, se pravi z nekimi vizualnimi sredstvi, neki fotografije v muzeju obstoja, ne, prav veliko ne, ampak da se to pokaže, da se noter vključi v to, če zdaj televizija dela film v muzeju, da se da en ekran, ne, in da tisti film ustrezno seveda podnaslovljen ali pa na slušalke v tujih jezikih, da se to vidi, ne. Jaz mislim, da treba tudi te medije izkoristiti, ne, če nimamo dosti vizualnega materijala in rečemo, muzej živo od takrat do takrat, kakšen bo življenje v teh krajih, pa kaže ta razstava. Ne? In ti v bistvu najprej spoznaš muzeja, potem pa vstopaš v življenje teh ljudi. Eno drugo skupino boš pa najprej pokazal, kakšno je življenje teh ljudi bilo, potem ga peleš pa še gledati, kaj je to bil za en muzej, ki v tem času v teh krajih živo. Ne? Se pravi, imaš obe možnosti, ne? Da te stvari spoznavaš. Potegnem pa to za sabo seveda zbiranje, sistematičnost in pa predvsem izrazito strokovni pristop, ki jo more pa, če si muzej obvezu, da bo to delo, more to zagotoviti. Najlepša hvala. Mogoče še gospod Toš? Nimate nobene replike k temu? Nič za dodati? Mogoče bi tukaj bilo smiselno pomisliti na kakšen star objekt, bi bil bolj primeren, ali ne? Ali vseeno? Ne, meni to je, a mislim, danes imamo toliko teh možnosti, da so vsa ta vizualna sredstva in danes ti lahko postavljaš še tako zadevo, kamor bolj v bistvu in zakaj, če so ti prostori te dol na voljo, so neizkoriščeni. Jaz mislim, to šola, jaz sem bil danes navdušen, sem videl, kaj je vse tukaj, ne? Se pravi, od pouka do teh dodatnih dejavnosti, tle oder, gor, imaš zvezde gledati, tam imaš pa to, ne? Po svoje fajn, da imaš en centralni objekt v kraju, kjer dobiš vso to temeljno informacijo, pa več po muzejih poti. Eni moraš pa najprej poti, pa bojo tukaj zaključili. Pa bojo imeli pa muzejo, pogačo tle še v šolski kuhinji bojo pripravili, recimo, isto jed, če bo, recimo, in tako naprej. Skratka, spet imamo več produktov, ne, ki so lahko sešteti, ali pa vsak zase. Ne. Če bo nekdo prišel samo za 1 uro, si bo pogledal samo to zbirko v šoli. Če bo pa za 1 dopoldne, se da že kaj več narediti. Pa mogoče animacija gostov, ne, danes tudi v spredju. Ja, sam do animacije v Sloveniji izredno prekiravamo, ne, tudi na turistični šoli v Dorožju imajo poseben predmet in počnejo bedasloče. Jaz moram reči, da nikjer po svetu nobenem hotelu niso nobene animacije, to se doživo. Turistično vodenje imaš šolene vodiče, ki so jezikovno vešči, tudi če za določene tuje skupine. Drugač pa animacijo izvaja vsebina. To je v bistvu zgodba. To je najboljša animacija. Na poti muzeju se mora nekaj dogajati, tukaj v šoli se mora nekaj dogajati, v kraju se mora nekaj dogajati. In tudi ta vaš bife, kaj je Jasmin, kaj je, v bife Jasmin bi mogli imeti tudi eno stvar, ki bi bila vezana na to zgodbo. Zdaj, ali je to Drnuljevc, ali kakor, tam vsi bojo vedeli, tako kot tam, če veste, da je iz Novega mesta v Metliko, ki bridete čez pred Badovincu, kaj je tam? Ne samo, da imajo razne jedi, pa zdaj imajo mladega gospodarja, ampak
Glavna atrakcija je ena pijača, se imenuje Karampampoli, in je skuhana iz ne vem kolikih 10 ali 12 zelišč in je strogo varovana skrivnost, je to pravi dec parkesu na vem, ki iz Italije. In vsi se tam ostavijo in rečejo, ta prvo bomo je Karampampoli. In pol neki še pojejo, kaj boste bo zdaj še en Karampampoli. In zdaj ta Karampampoli že v flaši dobiš, ga lahko dobu neseš in tako naprej. Skratka, to in ta Jasmin zaradi mene ima lahko pivo, unijo, laško, kavo, tako in drugačno. Ena stvar mora biti pa, kaj je vezana na to. In mora biti takole, da jo vidiš, tako je. A tudi, da jo mogoče takoj ponudijo, ne bi nekaj tipično. Seveda, ne. Pridejo ljudje, kaj pa vi, joj, vi ste pa zdaj v Prevolju, a še niste slišali, pa te en čudovit, ne vem, daruljavca nekaj, ne. Kaj pa je to, ne? Kdo pa danes ve, kaj dren? Jaz, če sem hotel prišel študenta, sem malicem ga vprašal, kaj je še drevo, ne. In kdo pa ve, ne? Dren, to. In naslednji mora visiti ena slika, taka botanična, dren, kako zgleda, ne, z plodovi in tako naprej, ne. A veste? Na konc pa potegnemo črto in ugotovimo, kaj je. Da so vse stvari v bistvu zelo enostavne, ne? Vse je zelo enostavno. Vse, kar smo danes tukaj govorili, ne potrebuje reflektorja, ne potrebuje režiserja, ne potrebuje ne vem kaj, je zelo enostavno. Sam treba je napraviti in vse postaviti. Pa ena volja mora biti, ne? Pa tiste, to izvajamo in dinamiziramo, ne? In seveda, nobena stvar, to smo se naših prednikov naučili, ni uspela čez noč. Mi smo se danes malo razvadili, smo malo nestrpni, mislimo, da bomo prve flaše daruljavca napolnili, naslednja runda bo že to, da bomo na leasing ladjo v Piranskem zalivu zasebili. To je slovenska logika. Ne? Od naših prednikov smo se pa naročili, da dobre stvari grejo na en določen rok, rabijo določen rok. Kmečka logika, ne? Tako, zdrava logika. ZKP, zdrava kmečka pamet. Zdaj bi jaz povabila, še ste nekaj dodali, drugače pa tudi goste, da vprašate, da se vključite v debato, da še mogoče svoje videnje, izkušnje podelite z nami. Ko bo televizija Slovenija predvajala film v Buzeju, potem pričakujte, da se bo obisk v Kraljevo začel povečati. To je pa dejstvo. To je spet dokaz, kakšno moč ima nas medija. Tako da... In na to morate biti pripravljeni. Ja, tako. V bistvu ne rabite vrhunskega režiserja, zato da se lahko kraj spromovira. V bistvu z temi vsemi tehnologijami, s temi telefoni, je lahko vsak izjemno kreativen. V bistvu samo pritisneš reker in narediš svoj filmček o Kozjanskem, ga lahko lansiraš na YouTube, ga lahko lansiraš na Twitter, lahko ga lansiraš na Facebook. Imate eno svojo mrežo prijateljev, prijatelji bodo dali svoje lajke, bodo delili vaš posnetek naprej in če obstajajo baze, kjer imate potem baze prijateljev iz tujih držav in potem bodo oni, to ne rabi biti zdaj ena etnološka poglobljena stvar, kako je prišlo do, ne vem, ničesa, ampak je lahko nekaj zelo luškanega, avtentičnega, naravnega, kar prihaja čisto iz vaših življenj in bo zanimiralo ljudi drugod. Pa potem, ko smo se pogovarjali tudi, kot profesor Bogataj rekel, da da je pametno, da se stvari oglašujejo na elitnih lokacijah. Za elitne lokacije potrebuješ elitne fotografe oziroma vrhunske fotografe, potem vrhunske režiserje in definitivno je vredno vložiti denar v to. Ampak med tem, če se slučajno denar zbira, se pa vse eno trži na socialnih družbenih medijih. In v bistvu se potem treba tukaj tudi zavedati, da so tele čisto navadne prijateljske fotke zelo atraktivne za mlade ljudi, se te najverjetneje tudi hočete imeti v svojem okolju, ne samo penzionistov. In potem, a veste, tale Instagram funkcija na Facebooku izgleda tako, kot da je vse skupaj iz 70-ih let, pa je kao funky, kao
seksi, kao cool. In so ljudje nad to tehniko fotografiranja blazno navdušeni in dobi s tem načinom fotografiranja oziroma s tem programom, da v bistvu fotografiraš z... Je to za mlade ljudi tam nekje od 18 do 35 let zelo atraktivna stvar. Mislim, da obstaja res ogromno načinov, kako tržiti kozjansko. Sploh pa mislim, da je kozjansko v prednosti, zaradi tega, ker vsi poznamo že te kremšnike pa vse ostale stvari s kozjanskega pa ne. Ker jaz tudi, ko sem delala ravno to v kontekstu svoje raziskave z razvojnikom Buzejem in dokumentarnim filmom, sem rekla prijateljem, da grem na kozjansko. To niso neizobraženi ljudje, to so ljudje, od katerih bi pričakoval, da bo ti povedali kaj o kozjanskem. Ja, kje je to? Isto, ko delamo promocijo taborov, kje je to kozjansko? Kako pa pridemo tja? Še dobro, da tam GPS-i obstajajo, kaj če si jim prečeško razložil, ko najdeš prevorje. Tako da tukaj je ogromen potencial in tudi zanimajo ljudje, tudi same Slovence, novi kraji Slovenije. Ja? Želim vas vprašati, kakšen način se vam zdi najboljši, če sploh je, prav implementirati guzaja v zdravilišča? Ali je to boljše obrniti zgodbo, ali res pripeljati obratno, ne, se pravi te goste gor, ne, ampak ne vidim čisto točno združljivost. Zdaj bi mogel malo premisliti za ta odgovor, ampak nekaj da to bom kar odgovoril. Jaz mislim, da je ta zgodba ni primerna za implementacijo na zdraviliško dejavnost, ampak da je ta zgodba z vsemi vsebinami, zlasti tudi s potjo in tako naprej, izjemno primerna, da se gostom v zdraviliščih ponudi kot dodatna vsebina, ali pa obliki nekega izleta in tako naprej. To pa na vsak način. Jaz mislim, da bi se lahko na ta način, če bi začeli uvajati, en ta stimulus pri gostih, pričakovanja, se pravi, da se vrnejo sem in naslednjič pričakuje nekaj novega. Ja, predvsem pa to, veste, ker v zvezi z zdravilišči se itak ta wellness poudarja, kaj to pomeni in kar ne pomeni, ampak jaz mislim, da je bolj, kot da goste nateramo na tiste močilne naprave in na kolesa, da grejo na guzajevo pot. Danes vemo, da je za psihično stabilnost človeka zelo pozitivno, da ti vdihavaš pokrajino, da jo dojemaš, da si navdušen nad pogledi in tako naprej. Jaz sem danes tle dostal, sem nekaj, sem jih pisalno mizo postavil, pa bi tako je začel pisati. Skratka, da je to in ponudaš to, ker je imel verne storitve. To se mi zdi bistveno. Boljš kot pa, da bi zdaj nekaj guzajeve vaje delal, recimo v biozdravniškem programu. Recimo, da bi žepe nabijal gostom, kot je del enega tacga akupunkture, recimo, da se manj šalim, ampak resnično mislim, da je treba realno videti, kaj je smiselno in kaj je. V tem primeru se zauzemam za to varianto. Ker jaz sem bil v zdravilišču po operaciji in sem zelo natančno intervjujal goste, zlasti tuje, in so rekli, poslušajte, ne vemo, kam bi se dali, se nam venač ne ponudi. In potem sem jih jaz vsak dan pozor na izlete. In prvi dan smo še imeli kosilo pa večerja v hotelu, to je bila ena skupina Angležev pa Italijanov. In naslednji dan nismo več v hotelu jedli, ker sem vsak dan organiziral na kakšni kmetiji, da smo nekaj pripravili, smo imeli perfektno hrano in smo postali odlični prijatelji in perfektno smo se imeli, tista hotelska hrana je bila pa pač taka, kakršna ne. To je bilo enem od zdravilišč v tem delu Slovenije. Ja, se to je problem, recimo, dokler bo v teh naših zdraviliščih, ki se torej prav nas
relaciji 20-25 km prevladovala miselnost za svojega gosta, pač ne smejo ven iz svojih hotelskih sten pustiti. Bo to tako, ne? Mi smo že parkrat probali navezati stike z temi organizatorji pa v hotelih Laško pa po četrti in tako naprej, ampak brez uspeha moč. Oni se grozno bojijo za svoje goste, ker ne dojemajo, da je to dodana vrednost njihove ponudbe, če bi tudi daj postali na našem področju. Če sem prav informiran, edin Terme Olimija po četrtek imajo program, da ti lahko hodeš vrna, ne? In je to prvi primer v Sloveniji. Drugače vam povem, da ne samo zdravilišča, tudi ljubljanski hoteli, recimo, če ti vprašaš, kje pa je kakšna dobra gostilna restauracija, rečejo, pa nas v našem hotelu. In imajo prepoved od direktorja, da ti dajo informacijo, kam veš lahko jesti. Hvala Bogu, je veliko takih posameznikov, ki si to sami najdejo. Kritično vprašanje. To je ena kurja miselnost, veste. In najhujše pa to, da ponavadi hoteli znotraj svoje strukture nimajo kvalitetne ponudbe. Jaz bi tudi na to pristal, pa bi rekel, kaj pa bo šel v hotelsko, ne vem, gostilno, ne, da imaš v okviru hotela, lokalke, ki kuhajo malo drugače, ampak žal tega ni. Bi lahko zdaj začel kar naštevati, recimo, o kakšne negativne primere kulinarične ponudbe naših hotelih, ne, zlasti zdraviliških, grozljivo. Še kakšno vprašanje? Še nekaj vas želim vprašati. Sicer rekli ste, da vas zelo zmoti, če ljudje poskušajo avstrijski model, v bistvu copy-paste narediti tu, ne? Kaj ste imeli konkretno v mislih? Čakaj, kakšne si mislim, da to malo več ne povedete. Zakmeni Matija. Urejanje turističnih kmetij, da se modelira. Vprašanje izhaja, če lahko sem to zakaj. Pred nekaj časa smo bili na eni zelo dobri strokovni ekskurziji v Mureku in tem vulkanu. Vulkanoland, ja. Tako, Vulkanolandu, kjer gre za odlični primer dobre prakse, ne? No, in zato sem vas želela vprašati, ker se nam zdi zelo v redu, če bi kaj takega tudi tu narediti. V tem primeru ste imeli srečo, da so vas pridali nekaj dobrega gledati, ne? Žal pa mnoge turistične kmetije v Sloveniji vodijo in so vodili tudi kazati negativne primere v sosednji Avstriji, recimo, kako bomo postavijo na dvorišču, pa noter dajo zemljo, pa mačeke posadijo, kako odslužene poljedelska orodja in naprave uporabljajo potem kot nosilce za rožne aranžmaje in podobne stvari. Ne? To je pa prenašanje negativnih modelov. Vključno s tem, kar je na izvozu na avtocesti, zdaj v Dravnjah, imajo zdaj neki slame že postavljali nek traktor in take stvari to in potem v jesen, ker delajo te dekoracije nekih pajacov in buč in tako naprej. To so najbolj butaste variante, ki jih prenašamo iz sosednje Avstrije v naš prostor. To je to. Ok, hvala. Drugače bi jaz potem zaključila ta uradni del, neuradni delu se še lahko tukaj pomenimo. Vsekakor vas vabim, da si ogledate malo vsebine na naši spletni strani www.buzaj.si. Če imate tudi sami še kakšna gradiva, jih lahko prispevati, še kakšne fotografije držijo, da jih skeniramo in gor naložimo, ste tudi vi, so avtori. Sploh pa tisti, ki razmišljate ali da ste že turistični ponudniki na tem območju, se imate možnost brezplačno predstaviti v 4 jezikih, pošljite kratek podpis, fotografijo, mi vam bomo pa pomagali, da vas spoznajo, pa da se začne dogajati. Hvala lepa. Tudi obema gostoma, dr. Bogatarju, gospodu Troštu, hvala za prijetno, dobre informacije, mislim, da zelo koristne informacije in pa prijetno kravljanje. Veliko uspeha.
zdravi in da boste še dolgo